Koliko smo se zdaj to že dobimo za Božič? Četrtič, petič? Četrtič sigurno. Ja, četrtič sigurno. Ja, ne vem, če se lahko začnemo. Ne vem, če smo se za korono dobili. Ki je bila na hard, ne? 2020. Se nismo. Se nismo. Ja, v bistvu vsako leto se dobimo na eni taki večeri. In zdaj smo imeli, ker imamo zdaj podcast, prejšnje leto ga nismo imeli, smo se odločili, da bomo posneli eno epizodo, preden bomo jedli. Ne? Epizodo remota, ki ni remote. Tako da bomo hungry. Ja. Remote božična večerja. Ja, tako je. Kako ste vsi? Rede. Odlično. Ja. Vi ste prišli v Slovenijo? Ja, mi sem prišel v Slovenijo. Super, big teden, tako da veliko familije, restauracij, vsega, ampak prijateljev tudi, ja, to je skozi nek meeting, ampak če imaš veliko prijateljev, veš, far from eye, far from heart, ne, kako pravijo, ne. Yeah. Tako da moraš jih videti, Yeah, je intenzivno. A kako bo gosto pa hodita v Slovenijo videla? Jaz hodim kar pogosto, tako, 5krat na leto. Jaz tudi tak na 2-3 mesece, po mojem. Časih več, časih manj. Pa ti? Vsak dan po rodni zemlji stopam. Ja. A si kdaj razmišljal, da bi živel v tujini? Sam razmišljal, sam. A si imel kakšen poseben place? Ali? Mislim, ko sem bil ful mlad, je bila Amerika, ne. Pa sem pa bil v Ameriki, pa sem videl, da ni nič posebenega. Pa v bistvu, kjerkoli sem bil, sem videl, da ni nič posebenega, tako da. Samo to je ful zanimivo, ta Amerika. Meni je bila Amerika taka obljubljena država, vse je bilo tako cool, zdaj pa v bistvu je to zadnja država, kjer bi si želel živeti. Meni ni glik zadnja. Ok, pretiravam, ne zadnja, ampak ne bi bila pa sigurno to top 3 izbira. Ja, mislim, mene je totalno šokiralo, veš kaj, itek smo vsi odraščali ob teh ameriških produkcijah, ne, Hollywooda. In teh 90-ih, Baywatch, pa Knight Rider, pa podobne krep nanizanke, ne. In pa sam doma, recimo, poveš ta New York, pa tako, ne, ker je čist drugačen svet, kot ga si vajen doma, ne. Pa sem pa šel prvič v Ameriko, imel sem nek trip, ker sem hotel iti k temu Garyju, Vaynerchuku v New York, pa sem šel pa v San Francisco in v San Francisco, ne, me je totalno šokiral, kakšno krep mesto je to. Ne. Groza. Ja. Tako, mislim, hodil sem po noč, itak sem imel jetlaga ful, pa nisem mogel po noč spati, pa sem šel laufat, ne, ampak to je bil tako, kauna... Zombieland. Zombi, ja. Pa vsakič se mi zdi, da je hujše. Jaz sem bil v San Francisco 3krat in vsakič, ko sem bil, je bilo slabše. Vedno več brezdomcev, vedno več droge, tisti center smrdi, umazano, prav ugabno mesto. New York je, na primer, proti San Francisco prav čisto urejeno mesto. Ne? Ja. Pa se ne vem, a veš, ker so, LA je ful, demokrati so tam ful, in to je nek tak primer, ki ga republikanci dajo kot leta, kaj se bo zgodilo z societyjem, če demokrati prevzemejo, ali pa liberalci, levičari, če prevzemejo upravljanje nekega mesta. Ne. Sam je zanimivo, ker recimo cela Kalifornija, vsi te neki okrožja oziroma teka voljo, te stati so vedno demokratski in tudi cel government je demokratski, ampak Kalifornija state je big time zavožen. Vedno slabše za živeti in praktično ni nobenega, ki bi rekel, ful je dober state. Ne? Housing policy, zoning policy, ne? Kje lahko gradiš, kje ne gradiš, to so katastrofalne težave, ampak kar še vedno voljo skozi iste. Kada se to ne more spremeniti, to je eno pravilo, ki je, a veš, republikanci niti ne grejo resno poskusiti, ker rečejo, gremo dati budžet tam, kar sploh lahko. Ne? Tako da ful je, mislim, nekaj štekam tega, kako je to tok zasidran, da praktično... Mislim, da je 2 milijona ljudi v 2021 šlo ven iz Kalifornije. 2 milijona? 2 milijona, ja. Prvo en dokumentarc sem gledal, ki ga lahko polinkamo, mislim, da je ta Cold Fusion, je en channel na YouTubeu, ki dela take kratke dokumentarce in je imel o Kaliforniji
In največ ljudi je šlo valjda v Nevado, kaj je zraven, manjši davki in podobno. Teksas, Florida, to so pa stati, ki so pridobila. Ne. In meni je ta model upravljanja države cele ful všeč, ko imaš izbiro pa konkurenco. Ne. Da ti v bistvu brez potnega lista, skoraj brez težav, pač premakneš ali firmo, ali se preseliš in greš nekam, ki ti dajo boljše pogoje. Ne. Tako nisi lokan noter. Ne. In ta konkurenca je vedno dobra, po mojem. Velika prednost, največja v bistvu, ki jo imajo Združene države, je enoten jezik. Se pravi, na toliko velikem območju, angleščina. Evropa hoče to posnemati z Evropsko unijo, ampak, a veš, en Poljak, ki pride v London, ne bo nikoli enakovreden kulturno, pa s premiki. Angleži so zdaj tako svoja liga. No, ja, seveda, oni so pol izstopili, ampak tako, ta nek pretok, prost pretok delovne sile. Je v Ameriki lahko tok easy, zato ker je to ena država, čeprav je geografsko zelo velika. Ja, pa ne vem, če je samo jezik, tudi en sistem je, tu v Evropi ima vsaka država svoj davčni sistem, vsa svoja pravila, pravni sistem. V Ameriki imaš en sistem, ki je čez vse države enak, ker tudi mislim, da je zelo velik delež ljudi, ki govorijo špansko ali pa samo špansko v Ameriki, ampak se mi vseeno zdi to, da imaš en sistem, ki deluje na celotni državi, ogromna prednost, zakaj toliko dobro funkcionirajo te stvari. Pa zdi se mi, da je še en problem v Evropski uniji, ker smo imeli krizo 2008, pa recimo Grčija, Portugalska, Italija, kjer so bile te države, ki so rabile pomoč. Pigs. Ja, pigs. Ja. In Grčija je bila ena tako, skoraj pred bankrotom, mislim, da so njihove obveznice 20% si imel donosa na njihovih. Tudi 40 se meni zdaj bilo nekaj časa. Ja, res. Ja, no, to se ne spomnim, ampak veš, kaj je glavni problem, ker Nemcu je zelo bled je prepričati Nemca, zdaj boš pa od svoje plače pomagal Grku. Ja. Lažje je New Yorkčana prepričati, ti boš pomagal enemu iz Nebraske. Ker sta oba sta Američana, bolj ima to solidarnost mogoče. No. Plus, da je ena država za, biznis bolj, 300 milijonov ljudi, ki govorijo vsi isti jezik, to imaš nerealen trg za testirati ljudi, za scalati, Se pravi, v Evropi, čim, nekaj v Franciji narediš, francoski okus je tak, jezik je tak, a veš, ful je nekih teh barijer za res nek big thing, in zato nimamo nekih velikih res, mislim, velikih, primerljivih za največjimi na svetu, v Evropi nimamo, zato ker je market razparceliran, in tudi investment roundi so ful manjši in vse ful manjši, Ja. Kaj se vam zdi, recimo, v prihodnosti Amerika? Ker v bistvu zdaj, zadnjih 100 let, to je zmagovala na vseh področjih. In zdaj se to malo šiftajo te moči na globalnem nivoju. Pa se mi zdi, glih ta All-in sem poslušal podcast, ki ima eno sekcijo Science Corner. To ta Friedberg, en izmed njih, razloži neke nove znanstvene dognanja ali pa dosežke. In zdaj ta teden so imeli o tej plazmi, o fusion, kako energijo dobivaš v bistvu zastonj, pa neomejeno. In pa so se spraševali politični vplivi tega, da lahko ti imaš dostop do vira energije, ki je praktično zastonj, pa neomejena. In se mi zdi, da če tako pomisliš, je ful se spremeni landscape, ker naenkrat ne rabiš enih držav, ne rabiš več podpirati njihovega načina vladanja, recimo, ali pa diktatorjev, ali pa še Savsko Arabijo pogledaš. Če ti ne bi rabil olja, bi rekel, vi pač poskrbite zase, kakor mislite. In to mi je ful zanimiv aspekt, ali pa z Rusijo, ki imamo zdaj, ima plin. Ampak ti si to pogledaj, recimo, mi smo debatirali enkrat Rusija, Ukrajina, vojna, pa smo rekli ekonomske sankcije, mislim, da smo rekli, jaz sem bil proti, to ne bo delovalo, ti si bil mogoče za, ampak kad ti pogledaš, kaj se je zgodil, sam gledaj current account, recimo. V EU-ju je šel iz plusa v minus, pa je malo reboundu,
UK itak težek minus, Amerika minus, Rusija current account plus. Vsako četrtletje 40 milijard current account plusa, ne? Izvoz, uvoz. Ne? Ja. In Rusija v teh fizičnih dobrinah, hrana, energija je samo zadostna. In kaj enkrat ta energija ne bo tako več pomembna, to je šele velik blow. Dokler bojo oni tradali v jenu za Kitajsko s komarkoli, je to. Se pravi, tukaj ekonomske sankcije trenutno pač nimajo vpliva skoraj. V bistvu. Ne vem, če bi se strinjal, ampak nisem pa tako deep v tem področju. Ampak moj tako intuicija je bila, da imajo oni ful težave ekonomsko zdaj zaradi tega. A si videl rubl? Ja, dobro, to je ena metrika. Ampak nimajo dostopa do Mastercarda, do Vize, do Spotifyja. Nimajo resnih težav. No? Ne, ful Rusov je šlo. No, ampak exchange rate je trenutno začel ful padati. Še vedno so višji, kot so bili. Ne? Ja, ampak jim iz dneva v dan ful pada. Andrej pogled. Mislim, da je 20-30%. Vmes je bil exchange rate umetno, je bil rubl ful močen. Zdaj pa, če gledaš zadnji teden pa pol, je rubl zelo pada proti evru. Zadnji teden pa pol, dobro, bomo videli. Ampak meni se, da te ekonomske sankcije ne funkcionirajo in nas hrtajo bolj kot njih. Ampak seveda, ne moramo iti. Ja, zanimivo. Ja. Ni slabo. Ja, ker nad kjer so bili pred enim letom, ne? Ja. Približno. Ja, ali na danes ni? Mogoče se nam pridruži. Sam Mike, ne? Zdaj imamo 4 Majke, smo samo 4 vhode. Boste si mogli podajati. Hotel sem z vami govoriti v bistvu predvsem o AI-ju. No? Koliko ste se igrali s tem chat GPT-om, pa tako malo vplive mogoče na različne industrije, to bi me zanimalo, kako gledate na to. Jaša. Jaz sem se veliko igral. Okay. Tudi v firmi smo malo pretestirali zadevo, kot če ga bi mi uporabljali, najprej, za kere use case. In kaj je zanimiva stvar, je to, da je to ratal model ali pa AI as a service. Ne? Se pravi, včasih si ti imel nek algoritem, bomo razvili, neke machine learning inženirje, podatke moramo kupiti, nekaj moramo strenirati, kako to naredimo. Zdaj je tam model in ti ga vzameš, plačaš ga pay per use, klikneš cak, API, boom, gremo. A dejansko lahko kaj kupiš? Valjda. Na OpenAI? Ja, seveda, ta chat GPT še ne, imaš pa ne druge modele, ki jih lahko kupiš od basic modela, ki je najhitrejši, pa do simple, do enega full advanced, od generative AI za slike, pa za imidže, do teksta, do translationa, to lahko vse kupaš, razumeš, klik, ne. In to je ta razlika, se pa ta simplicity je zdaj full borat, bolj simple, ne. Koliko je pa ta model res dober, ne, če ga nekaj vprašaš, pa o neki stvari ne veš, ti je že dober start, ne. Se pravi, kot nek search engine enhancement je top, a bo pa to individually že produkt, ki bo delo value, v tem stadiju ne. Ampak za nekim human interaction zraven, ti pa full dodane. Se pravi, ti hitrej priješ do 80% targeta, ki ga pač imaš za nek odgovor, s tem tudi, ne. Tako da meni se zdi to debesno. Mislim, to bo uporabno, to je že za nas, v neki meri, recimo, jaz sem v data managementu in vprašam, how do you implement data catalog? Pač, sam da sem testiral. In mi vrže tekst, in jaz to berem, rečem, tako no, za en slab consulting je tole že... Ampak še zmer boljš kot ti. Ne, slabš kot jaz. Ja, slabš. Ampak ful dobro, mislim, ful dobro, tako, zelo solidno, no. En model, ki nima pojma o tem, pa rečem, zdaj mu moram napisati, kako to deluje, da bom jaz vzel ta odgovor, pa ga bom mal twistil in bo dober odgovor ratu. Se pravi, dati pomoč. Starting point. Starting point ti da, 100%, ne? Ja, jaz sem ga jaz sem v zadnjih tednih, že na ene 5 primerov tako uporabil, starting point, ne.
ali sem mogel kaj napisati, ali sem mogel evaluacijo sodelavcev napisati, veš, pa sem dal noter to, pa to, pa to. Grdo sem napisal na hiter, pa sem rekel, da mi to v lep business language in mi je spisal. Sicer je tako mal deloval fake, zato sem mogel mal preurejati besede, ampak to sem pa naredil z Grammarlyjem. Se pravi, vzel da si dva uporabljaš. Grammarly ima ful dober, ti mu rečeš, kakšen tone of language in zna zelo dobro ti spreminjati stavke, pa izboljšati stavke. Tako da ta kombinacija mi je prehranila mi je kar veliko minutno. Tako da to so prve stvari. Druga stvar, ki sem jo, moja partnerka se v bistvu uči astrologijo, ne? In imajo zdaj neke... Čakaj, Astronomijo ali? astrologijo. Astrologijo. Nova partnerka. Ja. Spet astrologijo. Spet astrologijo. To je pa zdaj pattern, stari, to je pa pattern za AI. Nobena prejšnja se ni z astrologijo ukvarjala. Aha, ok, pa sem zamešal. Zamišljal, ja. Ja, in delajo diplomsko, ne, nalogo iz tega. Se pravi, to pomeni, da imaš enega človeka in mu moraš napisati karto. Se pravi, napišeš mu dokument, obsežen vsega, ne. In sem rekel, greva za foro probat, to je ena nova stvar, in so opisala noter stvari in je začel on ven metati, in pa sem mu rekel sam, da mi to v slovenščino in mi je prevedel v slovenščino in je bilo tako impresivo. Sicer se je pa enih stvarih motil, zato ker ima bazo napačno. To je res ena nišna, specifična stvar, ki gre zelo globoko, ne. Nima pa dostopa do interneta, ne. Ti karkoli mu rečeš, da je 5 mi letalske karte pogledati in napiše, nimam še dostopa do Open Weba, jaz imam v bistvu nek timestamp podatkov za nazaj. Kaj pa to sprostiš? To je pa... Plus, kaj je ful zanimivo, je tudi, da te modeli, se pet na chat GPT, pa si pogledaj, kaj ponujajo že, zdaj klik, kupaš, je, da model ti lahko vzameš in ga ti dodatno streniraš na svojem korpusu. Aha. In je pol nek tak tvoj model, ne? Se pravi, je tudi za starting point za tvoje modele useful, ne? In recimo, itak, resni, kako bi rekel, ful enih problemov ga rešujejo ljudje, ki imajo nek proprietary source of information, ki ga ta chat GPT nima, ne? In ko boš to začel uporabljati noter, boš pa lahko rekel, ok, s kakšnimi projekti, recimo, pri nas je ful pomemben, da vemo, kakšne tipe projektov bojo firme kupovale. Ali pa že kupujo letos. Se pravi, mi moramo neko analizo narediti, nek breakdown projektov imeti, da razumemo, tega rabimo rekrutirati, to znanje rabimo, te platforme so good, etc. Te podatke mi že zbiramo, ampak ko boš ti enkrat imel res proper te podatke in kar naenkrat bo ta akcija, da imaš ti te podatke proper, ful bolj vredna, ker boš lahko v en algoritem vrgel in ti bo, razumeš, to naprej delo. Se pravi, podatki so postali s takimi algoritmi še bolj pomembni, proprietary podatki. Ja, mislim, si predstavljam tako, zdaj, ko gledaš ta Google Analytics, pa delaš analizo svojega pagea pa funnela, če imaš ti AI, ki ga samo vprašaš nekaj specifičnega, on ima dostop do podatkov in ti da odgovor. To je kar nek zaposleni, full advanced analist. Ja, ampak če gledaš te analitiko, naprimer ta Amplitude ravno to dela, Amplitude ti sam ustvarja kohorte, pogleda podatke, ti sam naredi neke skupine, to je ravno korak k temu. Pri Google Analyticsu si ti mora poznati vse, pa definirati, ti ta novi tooli v analitiki ti pa v bistvu že sami predlaga, ti sami dajo neke insighte, lahko raziskuješ, nastavlja, ti dajo neke predloge, kako to nastaviti. Tak da. Se ti kaj igral? Zelo malo, sem sprobal, pogledal, ampak nisem zdaj ful tega še koristil, ampak tudi vidim, da je prihodnost tega, da včasih si rabo imeti ogromne ekipe, ki so se ukvarjale z AI, z machine learningom, zdaj pa v bistvu kot servis dobiš tudi kot mali startup access do tega. In to je po mojem full game changing. Pa že zdaj vidimo, koliko to vsako leto postaja boljše, bolj accurate, tako da ne vem, čez 3-4 leta bo to po mojem noro. Ja, mislim, to je jaz vedno mi ta analogija pade na pamet, ker si imel, doma nimaš energije in pride vtičence in ti se preklopiš sesavc. Sesavc ima nalogo, da sesa.
in ti vklopiš elektriko in on lahko sesa. Pol en drug tool daš, mešalc za testo, daš noter, televizijo. A ne? In tako gledam isto, AI je elektrika. Ne? Ti se v bistvu priklopiš na to, pa imaš različne use case. In mogoče use case, ki jih mi niti ne moramo si zamisliti. Ne? In to je ful zanimiva era, se mi zdi, v kateri živimo. Plus, da vsak zdaj to lahko dobesedno se s tem. Ja, kot internet. Ja. Mislim, simplicity je še tako dol, da se vsak lahko igra s tem, mislim, tudi če nimaš API, oziroma če ne uporabljaš teh API-jev, pa tega, ne. Kaj? Logira se in ti začneš spraševati stvari. Ne? Tako da jaz mislim, da je to za neko učenje tudi the best. Ne? Ali pa za cross-check. Za cross-check je ful dober. Ti imaš že en odgovor, pa rečeš, da me zanima, kaj bo AI rekel, ko mogoče bom kaj dodal, kar je on, a veš, listu. Se pravi, to je ful uporabno. Ja, jaz sem vrgel not nek tekst, pa sem rekel, make this better, ali pa longer, ali pa ne vem karkoli. In ti to je instantno. Ne? Idealen tool za diplomske naloge. Ne? Ja, to je konc, po moje. Vsi to smo se v četu pogovarjali, Alan je postal, ne? Na Redditu je en profesor se pritoževal, da je en povprečen študent, ki nikoli ni nekaj ful dobrega oddal, da mu je kar naenkrat oddal diplomsko, seminarsko, ful dobro napisano. In da mu ni uspelo dokazati, da ne more dokazati. Ja. Ampak to je konc, po moje, tega. Kaj ti misliš, Andrej? Glede tega, da je konc. Glede educationa in teh novosti in kako se bo. Mislim, sej to vemo, da ta izobraževalni sistem je v pizdi, ker se je samo neko dudlanje informacij. Svet je to kompleksen, da moraš vedeti, kako procesno pristopiti k reševanju problema. Ne to, da imaš ti že informacije v glavi, ker skoraj nikoli nimaš informacij v glavi. Je bolj, kje najdete informacije, kako jih implementirati pri reševanju problema. Mi imamo pa čist na glavo, mi imamo pa tukaj je set informacij in potem ti bomo dali vprašanja, kjer bomo preverili, če veš vse te informacije iz tega seta, ki smo ti ga dali. To je kar neki. Ponovi pač. To ni z nobeno realnostjo povezano. Ne? In ja, to mora vse propasti. Da bo folko gotovo, da mislim, ti imaš zdaj, ti, ki priješ v realni svet, mislim, že sam imaš nek challenge, kako prosperirati v življenju. To te nobena šola ne nauči. Tako da, če boš ti naredil paralelo, pa boš rekel, prosperiram v življenju tako, da sam ponavljam, kaj mi drugi rečejo, ne boš daleč prišel. Tako da, s temi tuli, mislim, da je res ena nova era začenja, tako kot si rekel. In sploh v takih nekih študijah ali pa študijskih smereh, kjer je tako neko pisanje esejev ali pa družboslovje. Tako, da niso take hardcore tehnične, znanstvene smeri. Pa hardcore soft stvari, ne? Ja, tako. Res personal interaction, full heavy, ne? Ja. Kar se pa tiče tega chat GPT-ja, tudi jaz sem to probavil, mi zdaj kar tako na dnevni bazi to uporabljamo, bolj za preverjanje, ne? Se pravi, ne vem, vprašaš email marketing, daj mi sam povej zdajle, sej to recimo veš, tako recimo jaz profesionalno, ampak ti da on nek kratek, veš, paragraf dobiš, kjer je not še nekaj, kar se nisi lih spomnil v tistem trenutku, in je super. V kakšnem primeru uporabljaš? Rečeš, ne vem, zdaj hočemo email marketing dobro postaviti, zastaviti, se odločiti, kaj vse bomo imeli. In rečeš, tell me 10 most important things for email marketing. In potem preveriš, da vidiš. In tako, in ti imaš recimo, ne vem, imaš v glavi, moramo imeti sistemski email marketing, pa recimo moramo pošiljati sistemske maile, pa marketing e-maile,
Ampak kakšna je pa polna korelacija med njimi, kaj je zdaj sistemski email, kaj je marketinški email. Tako ne, recimo, malo ti da. To je kar neka hitra teorija in pol ti v svoj primer implementiraš. Recimo, jaz mislim, da take zadeve bodo spremenile ta quote-unquote white collar business management, ne vem, admin jobs full. Ker ti imaš danes nekoga, ti imaš veliko ljudi, ki nič ne vejo o eni stvari. In ne vejo niti toliko, da kam mora sploh iti. In dajo enemu, ne vem, Jurija, 2 Jurija, da mu nekaj pove. In un model ti pove, gre na Google search, ne? In ti pač nekaj pove, ki bi ti realno lahko v 2 dneh sam naredil, ne? Recimo. In vse to bo šlo stran. In kar naenkrat bo te service provideri, ki ti ene informacije podajo. Da bomo rekli recimo email. Ti imaš neko vprašanje in ti onda email, marketing, teh 10 stepov je, to je zato pomemben in to in to. Nek pisni odgovor, če gremo ta chat GTP, nek pisni odgovor, 50% teh slabih providerjev, teh pisnih odgovorov, je že tole bolj ekonomično. Ne? Se pravi, te bojo šli stran. Oni, ki so pa res dobri, bojo pa to vzeli, pa bojo še z neko tehnično zadevo, zato to začeli res koristiti. Recimo primer. Ti imaš ta chat GPT in rečeš mu, daj mi generiri descriptione movie characterjev, ki so originalni in jih še ni bilo v nekem filmu, ali pa karkoli. Movie character description, 1 page za movie industry. On ti generira 100 descriptionov. In pa daš ti v drug AI, dali, ali kaj je, pa rečeš, daj mi render mi imidže za ta description. In imaš kar naenkrat že nek animated movie cast options, ne? Se pravi, daš 2 skupaj in je kar nekaj novega, ne? In recimo to bo po mojem full več, ne? Ne tako, da bo folk manually spraševal 3-krat na dan, ne? To bo ok, ampak full je še več use case, ne? Ja, to ste videli, ko so Kitajci prepovedali, oziroma moraš deklarirati, če je bil v procesu ali pisanja ali nastajanja izdelka uporabljen AI. No, ampak. Ja, država je fulje šla, oni so šli proti temu. To lahko daš, sam kako boš to preveril. Ja. AI bo to lahko preveril, po mojem. Ne, veš kaj narediš. Google se v bistvu zdaj ful bori proti tem, da penale daje na content, ki je bil spisan z AI-om, vse v vidiku. Ampak ti lahko daš noter še enkrat ta tekst, pa mu rečeš, da mi spiš tako, da ne bo izpadal, kot da AI je to napisal, no, in ti drugače napiše. In to bo konstantna bitka. A ne, oni ukomponirajo te signale noter, pa jih spremeni. In skozi bo še en korak v zadje, ne boš mogel vedeti, ali je AI to sproduciral ali ni. Tako no. Ja. In pol bo v eni fazi, bo ta sustainability šel v neko, ne vem, to je tako mogoče, ne, kaj jo, path for the future, bo šel sustainability v to smer, da bo sustainability, da bo certificate fully human made, ne. In bo neki craft servisi, ki bo fully human made, vsi ostali servisi bojo pa AI, ne. Ja. In bo en counter movement, ki bo rekel, jaz hočem vse human made, dober, plačal bom full, in bo nek specialized segment, ki bo, non-AI, ne. Mogoče, ja, ne najbolj nalepka. Bo. Gor bo nalepka, non-AI. Ja. Ampak to lahko tudi na tek. Ne, ampak to je že trend. Recimo, ko sem bil kje sem bil na zadnje? V Izraelu. In sem bil v Jeruzalemu in ti imaš v obrobju mesta imaš ful te workshope, ki zdaj prosperirajo, te stari workshopi. Delajo vrata na roko, delajo, ne vem, vse stvari pač delajo na roko. Ne? In turisti in domačini to pograbijo fulno, ker je ta, duša je autentičnost. Ja, rečeš, to je pa nekdo na roko naredil in sem pripravljen več plačati. Ne? To že zdaj, ker to je kontra borba temu kitajskemu. To se ful recimo vidi tudi v avtomobilizmu. Ne? Stari športni avtomobili so vsi bili narejeni v nekih takih res garažnih workshopih. In recimo, da je
kako se danes avtomobili delajo. Se pravi, vsi sestavni deli karoserije, to je neka ogromna mašina, ki samo stamp naredi, veš. Ki samo v bistvu stamping v slovenščini, kaj je to? Tisk, kar nek tisk ogromen, ne? In je vsak v bistvu del avtomobila, ne, ki je tako zelo serijsko narejen, je identičen. Mislim, odstopanja, te tolerance so zelo majhne, ne. Če pa ti pogledaš en star Ferrari ali pa Lamborghini, ki je bil narejen v 60-ih, ne, to so pa res mojstri, ne, s kladivom, a veš, en del, ne vem, havbo recimo. A pa to še zmeraj delajo? Ne. So recimo havbo, približno so vsi bili enaki, ampak vsak je v resnici unik. Ker je tisti mojster, ne, on je pač dal svoj effort noter in on je recimo, ne vem, bok avtomobila, ne, ki je šel gor na avto, je on tam s kladivom ali pa mogoče mu je kakšna mašina pomagala, ne, da je v bistvu dosegel to linijo recimo, ne. In veš, in to pri zbirateljih oziroma teh, ki to zelo cenijo, to ima, mislim, to je ne moreš sploh vrednosti določiti temu, ker to je res unik izdelek, ne, če bi ga ti zdaj tako računalniško šel modelirati, ne bo noben isti, čeprav tako na pogled zgledajo enaki, ne. In mislim, da boš pri velik stvareh to dubu, ne. Ne vem, pri pohištvu, pri nekih mogoče, vse inštrumenti so recimo tudi taka, ne. Ampak so zdaj s to industrijsko proizvodno ta čar se je izgubil pri dosti stvareh. Tudi recimo tisk knjige, ne, a veš. Knjiga, danes to je zelo tak mehanski proces, ampak včasih, ja, to, da je bila knjiga zvezana, ne, to so pa mojstri delali in ful dobro, da si to omenil, to bo res verjetno nek trend. Ja, mislim, to je smešno, ampak tako je, po mojem. Ful enih jobov je tam samo zato, ker pač ne moš tega avtomatizirati, ampak absolutno. Najraj pa bi, a ne. Pa noben ne mara tega delati. Pa vsi vejo, ja, to je nek admin, nek accounting, ok, bilanca, naslednjo četrtletje, to so stroški, to je to, svašta, ne. In te jobi zdaj so na nekem novem udaru, ne, definitivno, ne. Že consulting job, jaz rečem, če zdaj nisi res top of the top, je tole bolj ekonomično, kot slab consulting. In slab consulting je polovica vsake industrije pa slaba, ne. Tako si zamislil, ne. Ja, jaz sem pred 10 leti sem na faksu poslušal enega tujca, je prišel predavati o AI-ju, ne. In je rekel, AI nikoli ne bo kreativen. To bo v bistvu vse bolj zautomatiziral, kar lahko v alineje napišeš, pa kar se ponavljajoče teske, ne. Kreative pa ne bo mogel. Zato, ker on je definiral kreativo kot nekaj človeškega, ne, ker moraš nekaj novega izumiti, kar še ne obstaja. Ne. Že takrat mi je bilo to malo sumljivo, ne, ali pa nisem se čist strinjal s tem, ampak zdaj, ne, ko me sprašujejo za moj foh, ki je recimo oblikovanje recimo nekih spletnih strani pa to, pa če odvzemamo te kompleksne produkte, ne, to bo ful kasneje AI lahko sploh se dotaknil, ker je ful enih stvari, ki jih moraš razmisliti, pa unik za ta case, ne moreš črpati mogoče iz nobenega drugega softverja včasih. Ampak te landing page, ne, zdaj sem probaval, obstaja še en AI, ne vem, če je preklopljen na OpenAI, ampak tako v Discord te povabijo in ti mu daš komando, da ti ne generira en imidž. In ti imaš z nekim subscription, 15 € na mesec, imaš 200 imidžov lahko generiraš. In to je lahko karkoli. Lahko rečeš landing page za krofe, z tem pa tem pa tem. In stari, zelo dobri outputi. Tako, za začetek. Sej tako gumb je čuden poravnan, ker on ne ve točno, da je to gumb, ampak ti v bistvu mu daš zgenerirati 50 recimo inspiracij, prav za tvoj case, in ti pa malo to zmešaš skupaj in pripraviš. Kaj pa mu daš kot input, mislim? Napišeš mu
tege mu daš. Landing page, for donuts, čim več mu jih daš, bolj bo lahko natančen on, ne. In art, ki ga ustvarja ta AI, je tako amazing. Lahko daš neke fantasy stvari, zmeši mi Frodota, zmeši mi Star Wars, ne vem, in tako high-res 8K imidže generira z švicom, v pastelni načinu, ne, kar hočeš. Ne. In v bistvu to je ta segment kreative, ne. Ko v bistvu je to, ko vsi artisti to delajo. Ne. Da v bistvu vzamejo iz vsega, kar poznajo in naredijo nek mix. To je nekaj novega, ne, to ni novega, nič. To je zmešane stvari, ki jih že poznamo. Zdaj je, ta movement je pa že kar glasen, no, oziroma pridobiva na podpori, da se ta umetniški svet proba boriti proti temu. Da bi ti prepovedal recimo uporabo AI generiranih slik v, ne vem, medijski produkciji. Kdo ima pravice, ne? Ja. Ker če on zmeša, on vzame tvoj art, ki si ga ti naredil, ga vzame, nekaj zmeša in v bistvu ta koncept avtorskih pravic bo tudi ful napadan, ne? Kaj to sploh pomeni, da je nekdo avtor nečesa, pa da ima on pravice na tem, ne? Ja. Ker je vse itak en miks. Dobro, samo tudi človek, umetnik, lahko skopira nekega drugega umetnika, malo spremeni na koncu. Tak, da. Vse, kje je ta meja, ne? Ker to imaš pol sodišča, a je tok not istih, ali, a veš, nekje je ta meja, ki mi postavimo, ne? Ampak ti mu sam lahko rečeš, naredi mi muziko, te tri so inspiracija, ampak naredi tako, da ne bo sodišče določilo, da si ukradel. In pa si spet, pač, ne, kdo je avtor zdaj tega? Ti, ki si se spomnil teh 3 pesmi, da jih zmiksa, Kron ne more biti avtor tega. To je dobro vprašanje. To ti v bistvu vse postavi na glavo. Ne? Se mi zdi, da je edino možno preživeti v takem svetu, če je to zelo open, da se mi nobene lasti stvari tok zlo. Sploh na internetu. Ne? Da je vse free for grabs, vse je open source. Samo, naprimer, če si ti spomniš, pa uporabiš ta AI, da ti zmeša neke pesmi, zakaj ne bi bil ti avtor? Se to danes tudi pri ne vem, DJ-jih, imaš en kup nekih teh ghost producentov, ki v bistvu oni zmešajo vse, potem ti kot DJ ali pa umetnik, avtor, to pogledaš, malo spremeniš, rečeš, to je cool, se podpišeš, ker tudi ti nimaš nobenih pravic kot DJ, ne? Jaz lahko dam set gor, jaz nimam pravice, jaz ne smem monetizirati tega seta, recimo. Ampak ti lahko produciraš, naprimer, svoje pesmi, ki ti jih v bistvu nekdo drug ustvari, pa se samo ti kot avtor po te pesmi na koncu podpišeš. Ja, ampak si njemu plačal za avtorske, ne? Ne. A ja, ne? Ne. To so ravno ti ghost producenti, ne? On v bistvu sproducira celo pesem za tebe. Sem dobi plačan. Ja, ampak on dobi plačano ful malo, on dobi plačano neko, pač primerjava, koliko dobiš ti plačano, če ta pesem uspešna, pa koliko dobi on plačano, on dobi plačano, ne vem, 1%, ti pa dobiš 99%. Ne? Ker v bistvu velik del tega je potem to, ti kot, ne vem, nek umetnik DJ imaš, ali pa ne producent, imaš nek svoj brand, ne. In ko daš ti ta svoj brand, ko te ljudje poznajo na to, potem dobi to neko vrednost. In to tudi pri umetnosti je podobno, ne. Ti lahko imaš ful lepe slike, ampak če te slike nima nekega pravega marketinga, če ti ne narediš nekega branda, nekega zanimanja za to, tista umetnost sama po sebi ni vredna čisto nič, ne. Tako da tudi zdaj, če nekdo skopira, ne vem, Picassota, ne, mislim, ja, pa kaj, doben ne bo kupoval tega, ker še vedno je Picasso bil tisti brand in mu je to dalo vrednost, ne. Tako da meni se ne zdi to nek problem, ja. Aha, se pravi, unka se je spomnil to, ki je dal tri inpute noter, ti je ok, da je on pač avtor tega. Ja, ker to se tudi danes dogaja, tudi predno smo imeli AI, se je dogajalo to, ne, da imaš ghostwriter, imaš ghost producente, na koncu koncev ni vedno, da tisti, ki je brand ali pa ki je sam umetnik, da je vse on sproduciral, ne. Ja, lep primer je Steve Wozniak pa Steve Jobs. Ja. A je Steve Wozniak? Ja. Oba sta Steve, ja. Se pravi, Steve Jobs ni znal programirati, ne? Ampak je znal... Ne, nek je znal. Vse on je bil v Atariju, mislim, da je programer. Vse takrat so vsi, ki so malo si znal, ampak ne bi on bil sposoben on je znal prodati, pa... kompjuterje narediti.
Tako. Pa zapakirati to, Tako, kaj in to sta se Ja, nekako ja. zmenila, ne? Jaz dam to, ti daš to in je pogodba in je nekako tako. Ne? Pa sej, to človeštvo se vedno tako zmeni. V Katarju so pač oni gradili stadione, oni so se tako zmenili, ne? Vi gradite, mi fuzbalerji bojo pa tekme gor igrali. Ja. Tako je. Ja, no, mislim, zdaj si dal en tak, ne vem, če bi ga jaz lih enačil, no, ampak hotel sem to povedati, ne, da bo problem, ker nič efforta ne da tak ustvara, ne, zajam. Ne. Prej je rabo mogoče tega ghostwriterja, pa sta se vsaj nekaj zmenila, zdaj pa nič ne rabiš tega ghostwriterja več. Zdaj AI ti to producira. Ne vem, no, sem tako za razmišljanje je to v bistvu. Je pa še ena stvar, ne, recimo ta korpus podatkov, ne, recimo OpenAI, oni so to pač vseme po pogodbah, to lahko uporabljamo za to. Pol je ta model out in pa rečeš temu modelu, daj mi zdaj, I want football commentator with the voice and persona of Quentin Tarantino, recimo. Ne? In pol on komentira tekme. In zdaj to je en rekel, to je hudo, to je folku všeč, sočno, kletvice, svašta. Ne? In zdaj bom jaz ta servis, ki boš lahko šel na moj channel in bo ta AI komentator čez. A bo zdaj Quentin Tarantino imel neke pravice tukaj ali ne bo imel, a veš, take zadeve imaš tudi, ne? Dobro vprašanje. Zadnjič sem videl na Facebooku, ki je en slovenski podcaster, je v bistvu vprašal, je dal 2 posnetka na voljo, pa je rekel, v prvem posnetku jaz berem podcast, ker on tako spiše podcast, nek znanstvenik je, in pol ga prebere in to je podcast. Ne? A vam je boljš ta verzija ali ta sintetični glas, ki je isto v slovenščini, pa ena ženska govori. Ne? In tako pred 10 leti ne bi sploh mogel imeti tega kompetišna. Spodaj v komentarjih je bilo full komentarjev, boljši mi je ta ženski glas. Ne? Bolj razumljivo bere, pa sploh ne moreš, ne občutiš to, da ni tak robotski glas, ta prav glas je. Imaš še to, kaj si rekel komentator. Če to združiš z videom, s temi deepfakey, rečeš vremenska napoved, tole je tekst, ali pa generiraš sam tekst, veš, kakšna je prognoza, glas je ta, videz je ta od te ženske in nimaš več voditeljce za vremensko napoved. In vse v bistvu, kar se tiče kontenta, pa tako audio, video aspektov. Ne. Se pravi, ta model na ekonomski pred 10 leti se je Orang zmotil. Ja, zmotil se je po mojem v tem, kar je rekel nikoli. Ja, absolutno. Če bi on rekel, to bo najtežji threshold, bi se strinjal z njim. Ne? Sam ta nikoli ne, moraš se res vprašati, kaj je kreativnost. Ne? Kaj to sploh je. Ne? So pa dali tudi chat GPT-ju zadelati SAT test. Kaj je neka verzija logičnega oziroma IQ testa, ne, v Ameriki. To je eksterc. Na koncu. To je za tako, ampak to bi nek logični test. No. In koliko misliš, da je skoraj chat GPT? Ja, 100. Ne, bil je v neki spodnji tretjini, ne? Ja. Bil je 30. Tako average, nekako. Median, tako nekako, ja. To sem videl. In pa, ko bo enkrat to skoraj full, ne, a bomo rekli, da je za AI general intelligence, veš? Veš kaj, mogoče... Ne, ker to ni test za general intelligence. Je pa blizu, ne, se bomo šli tudi na general intelligence zelo hitro. Ja, ne vem. Zelo hitro bomo šli na general intelligence, stari. Kaj pomeni zelo hitro? Pa kaj pomeni general intelligence? Ja. Ne. Ja. Šli bomo hitro na to, da bo AI skoraj general intelligence test, razumeš, full dobro. A misliš IQ test? Ja. Odmen se. Od enega odmen se. Ja, dobro, samo to je drugo. A veš, ti mu daš recimo te naloge za reševati, ki morajo te neke vzorce prepoznavati. Ja. To je drugo, kot če mu daš, ne vem, en challenge vsakodnevni, ko on mora čisto zamenjati način razmišljanja. Ker to je general, da lahko preklapla med taski, ki so čisto različni. To je aproksimacija. Kaj najboljše reči otroku, ki je padel, recimo, ne? To je pa emotional še malo. To mora znati. Ja, ampak kaj bo za general intelligence, kaj bo benchmark?
Kaj bo sploh teza? Pogovor z njim bo. Pogovor. In pogovor bo tak, da kaj? Da, Da ti ne ločiš več, Tako. da je Se to... pravi nek Turing test. Ja, Turing test je general intelligence. ja. To bo že zelo hitro, stari. No, daj definiraj ta zelo hiter. 10 let, sigurno bo. Ma ni šanse. 100%. Ni šanse. Če se že zdaj pogovarjajo, ne tako, da ne veš, ampak solidno se pogovarjajo. Okay, samo to ni samo govor. General intelligence, Moraš še teske upravljati. ja, mora test, Ne. mora rešiti težave. Rekel je Andrej pogovor. Ja, jaz se klej ne bi strinjal z Andrejem. Ker to si v bistvu še vedno omejen v tem nekem V eno aspektu funkcijo. četa. Ne? Ti ga sprašuješ in hočeš ga zajebati in ga ne moreš. Ne, ne, drugo je ne, pa to, veš da mu kaj? ti rečeš, Veš kaj, to spraševanje, pogovor ni spraševanje. Spraševanje je spraševanje, pogovor je pa pogovor. In trenutno, To je ne, zdaj quote za novo knjigo. ja, ker klej mi tako sprašujemo, ne, pogovor je pa vedno dvosmeren, tukaj je zelo enosmerna komunikacija, ne. Ti njemu nekaj daš, on že vedno rabi input. Se pravi, general intelligence je pa jaz produciram inpute zate in tvoji outputi so moji inputi in moji outputi so inputi zate. Ne. To je pogovor v resnici. Se pravi, da je dvosmerna komunikacija. In če ima kdo doma ta, ne vem, Google Home, Alexa, to je vse zelo one directional, ti nekaj vprašaš in če hočeš ti nek mali pogovor, to se breka takoj. a ne. In tukaj jaz mislim, da general intelligence bo, ko bi si njega vprašal, kakšno vreme bo danes, bo on povedal, kakšno je vreme danes, ampak pol bo pa rekel, obleci to, a se ti zdi to cool predlog. A veš, tako natural progression v pogovoru, a ne. Tukaj, ja, to se strinjam glede pogovora pa languagea, ampak general intelligence si pa jaz tako predstavljam, da jaz njemu rečem, zmanjkal mi je oliv, dej zrihti, da bo imel olive do 5 popoldne v hladilniku. In zdaj on mora, veš kaj mora on problem solvati? On mora zdaj, kako bom jaz to kupil, kjere aspekte lahko jaz uporabljam, lahko jaz delivery guya pokličem, pa se z njim pogovarjam, pa rečem, a mi lahko preneseš, ali boš špar e-commerce, ali bo šel to, pa bo vmes ena težava, pa jo bo on rešil na en drug način. Kot človek. Ja. To je pa general. To je general. Dober primer si dal. Se pravi, kot človek. Ti mu rečeš, to je moj cilj, solvi. Ja. Ker to, kar mu pa mi zdaj dajemo, pejt tja, pa naredi točno to in pa on to naredi, ne. Ti ga vsem full guidaš. Brez guidanca. Ja. Zaključiti cilj, doseči cilj, to je za me general intelligence. Okay. In to je full težko, po mojem. To je zdaj ena definicija general intelligence, ki ima milijone enih stvari še zraven. Se tudi človek ne more to sam, kaj na mestu narediti. On mora imeti telefon, on se mu mora javiti. Ja, resurse ima. Da nek order daš, rabaš nek validation, Ja. pa mora imeti validation. Aš kaj mislim? Ja, Se ja. pravi, to je preveč obsežno za general intelligence, po mojem mnenju. Ampak to je Kako jaz definicija, definiram to je general? definicija Ja, kaj pa ti intelligence. definiraš? To ni definicija general intelligence. Kaj Kaj je pa? on rekel? To life ni definicija. Definicija general intelligence je človek, oziroma človek je nekdo, ki v bistvu ve več kot kdorkoli in se lahko z njim pogovarjaš tako kot s človekom. Pa ni definiral. Ne, mislim, Jaz da... inteligenco čisto drugače definiram. Ne. Sposobnost solvanja problemov. To bo še za ene use Ne case, samo bo to še pogovarjanja. delač. Ne. Ker zdaj ti ta OpenAI, chat GPT, Ja. on ti rešuje probleme samo s pogovorom. Se pravi, on edino stvar, ki ima na voljo, so besede. Ja. A ne? To ni general intelligence. Jaz mislim, da intelligence je širše od samo languagea. Ja, evo, definicija artificial general intelligence is the ability of an intelligent agent to understand or learn any intellectual task that a human being can. Ja. Se pravi, računalništvo mislim, da je tako, ne. Se pravi, mi imamo recimo program šahovski, bo zdaj premagal vse velemojstre, ne. Ampak če ti temu programu rečeš, igraj poker, on ne zna tega. In general intelligence bi se znal naučiti. Alfa Zero zna. Alfa Zero, Ja. to je od Googleta in se je naučil šah, Ja. pa se je pa še naučil Go.
Okay, in je premagal oba. A se je pol naučil tudi poker? A veš, Po moje poker ni težka igra. Na računalniku se imaš full botov. Ne vem. Poker Po moje bot Go je je zelo že boljši, ja. Kompleksnejši. Ampak kaj sem jaz mislil, zdaj v bistvu vemo, kaj govorimo. Imaš ti fizičen svet, sneg para na cesti, Ja. in ne vem, in unga kliče, ej, sneg je tukaj, jaz ne morem prijeti, ok, nima veze, vmes poklical enega, ki ti bo splužil ali pa neko svašta stvar. Ja. Pa imaš neke taske, ki se lahko naučiš, pa poveš. Zapoj mi to, zarepi mi to, da mi povej, kaj se je zgodilo pred 100 leti, da mi povej, kaj je sreča, najti mi eno punco, to so moji problemi, kakšno punco To je rabim. neki chat. To je neki chat, o čem ti govoriš. To je razmišljanje. Sem ta najdi mi punco, kaj misliš to, kot ta Ne test? vem, da pač mu rečeš. To glej, Klemna zanima, veš, jaz da je sem v razlož to. Ja, Ljubljani, to, jaz sem v Malo več Ljubljani, rad grem ven in hočem spoznati 25 do 30 letnice. Ja, in on ti napiše, kaj moraš delati. Ja, napiše, kam greš, da boš Step by step guide. Ne, jaz sem malo mislil, da on sam downloada Tinder, on sam profil ti naredi. In pol ti samo pozvoni zvečer. Tako. In on ti da v to koledar je, noter, ja. date imaš takrat, ona in ti da zapiske, ona je taka, pa taka, prenesi te rože. Tako. Ja, jaz temu ne bi rekel general, Ja. temu kar rekel advanced. Advanced general. Ko bo enkrat ta general, ki ne vem, jaz pa Klemen, govoriva, bo pol ta advance bo pač možen. Ne. Brez tega prvega, pa tudi tega nikoli ne bo. Ne. Seveda, No, stepsi so. kaj je zdaj ta tvoj timeline, kdaj bo to hitro? Jaz mislim, se boš ti lahko pogovarjal z enim chatom in dejansko Pa da ne boš boš rekel, vedel. to je bo najjačji pogovor, raj se pogovarjam. Več zvem, ko se s tem pogovarjam, kot pa s komerkoli, o čemerkoli. Ne, mogoče 15 let. Aha. Ja, Čez 15 let boš imel ti pogovor, boš imel v bistvu podcast z 4 AI boti, pa Jaša. Ali pa sami bojo oni. Sami bojo, sami Seveda, se seveda. bojo omenjali. A ste videli ono Joe Rogan pa Steve Jobs podcast? Ne. Ja, obstaja. Oboje je generiran in oboje, se pravi, AI razume osebnost enka, osebnost drugega, razume zvok, kakšen glas ima kater in se pogovarjate. In je 20-minutni podcast, ki ga je generiral AI samostojno, allegedly. Ne? In je tako, maje klanki, ampak Ampak ni to betne. ni to, mislim, vidiš, a ne? Vidiš pet v to, da bo enkrat to zanimiv pogovor. A pa se lahko že mi vidimo. Mi smo že vsi, Samo fake. mi smo že vsi živeli čez ta cikl in kaj? Prvi cikl je bil, recimo, da je bil 2011, mogoče je bilo une neke mačke so bile. A se spomniš? Neural network, mačke ti ugotovi, a ima slika mačko. To je bil big paper in to je bil en spike, ki so šli na neko tekmovanje, kdo najbolj razpozna mačke, to je bil nek dataset. In je kar naenkrat skoršil iz, ne vem, 82% ali pa tako 83% na, ne vem, 97, pa pol, ali pač bolj kot human praktično. Ja, ja, ja. In to je bil en spike. In to je bil prvi, so bili te recurrent neural network. Ne? In zdaj imamo neke transformerje, prej smo imeli neke reinforced learninge, pa je ta DeepMind, in v teh 11 letih, ne, recimo, oziroma mislim, da bo 12, vse eno, da je bilo, meni se zdi ta preskok kar bliskovitno. Tako. Jaz ne bi rekel pred 11 leti, da bomo tukaj danes. Recimo. Ja, jaz sem tudi kar optimističen, sploh za te besedne stvari, ki tole res. Veš kaj, pa on se lahko zdaj uči, ne? To je bil najhitrejša adopcija do milijon userjev, 5 dni, ne? Se so tisti neki grafi, koliko je rabo Instagram, koliko je rabo Facebook. Leta. Meseci. Ja, meseca, leta. Mislim, da najhitreje bil. Netflix je imel, mislim, da 41 mesecev, kaj je to? To je 3 leta, pa še neki. Instagram je, mislim, da je bil neki 6-7 mesecev, te pa 5 dni. Ne, a veš. Pa 5 dni. Ne? Zdaj največji problem je, da je to drago. Mislim, da je en ta
query, ki ga ti daš noter, je 100-krat dražji, 4 centi. kot Google, Ja. kot stane Google, če ti upišeš nek search term. Ne? Se pravi, zdaj je tukaj problem monetizacije, Zoptimizirati. tako zoptimizirati to. To je naslednja stopnja. In to sem hotel, če bi še malo pokomentirali. Ne? A veste, kdo je največji investor v OpenAI? A je Elon, Ne. Microsoft. Microsoft je. Točno, Microsoft jim je dal. 20 milijard. Ja. Ja. In to je tako, ne. Microsoft is coming back in a big fucking way. Mislim, To se Microsoft, že Saj nekaj ni časa, šel. že nekaj časa. Ja. Microsoft je že tudi brez tega bil back. Ne, sej, ampak tako, ful zanimivo, ker veš, Microsoft je nek dinozaver, ne? Ja. Pa so vmes prišli, je bil ta novi val, ne, teh IT podjetij, Facebook, Google. Internetnih podjetij. Tako. Microsoft je ne internet. Zdaj pa Microsoft, ja. Mislim, da to je absolutni pokazatelj, da bo Microsoft imel, da lahko so oni konkurent Google. Da Google spravijo iz tega nekega prestola, Absolutno. data. Absolutno, Ne. ker v bistvu, če ti tako gledaš, search, kako ga ti uporabljaš. Ful velikrat ti search uporabljaš za odgovor na eno vprašanje, ki je mogoče malo bolj kompleksno, malo klikaš, first hit, tukaj bom kliknil, nek report, ok, bom malo prebral. Ful Okay, časa ti vzame, kam moraš na page, ne? milijon časa Pa ti vzame. page je vsak drugačen. Ti moraš Znači- se naučiti UX-a, ne? znači- vsakega pagea. Ful ti vzame. To tukaj je pa milijonkrat boljši search. Ful je tudi bolj kompleksen, lahko search, ti lahko v bistvu mu daš nekaj, pa on ti da nekaj, pa mu daš nekaj nazaj, pa on ve, kaj ti daš, ker se zapomne. Ja, Prej, kaj si mu rekel, se pravi, to je mogoče lahko za ful nekih stvari search replacement. Ja. Se pa Google bi mogel, kam ima ta field gor, ki pišeš, bi ti mogel dol dati rezultate, imel bi switcher, ne? AI ali pa Classic. In v bistvu default bi bil AI, ki bi ti on pisal odgovor, pa bi lahko kliknil, iz kje si to dobil, pa malo preveril, a ne? Ampak tako, nekako upgrade tega načina googlanja, ki ga poznamo do zdaj. Ne? Ampak ja, problem je strošek. Ne? Če Google to zdaj implementira, je po moje čez 3 leta brez keša, Ja. ker to toliko stane. Mislim, da je trenutno, če bi hotel, kako je že bila ta številka, če bi hotel trenutni Google search volume nadomestiti z OpenAI, bi to OpenAI stal 450 milijonov na dan. 450 milijonov na dan. Na dan. Se pravi, koliko morajo oni, ne? Kar je kaj? Kar je krat 150 milijard na leto. Ne? Se pravi, ja, milijarda je v Dveh dneh, praktično 2 dneh pa pol, ja, recimo 3 dneh. 2 dneh Okej, pa pol. ja. Ja. Se pravi, To ne gre. to ne Zaenkrat gre, ampak samo za enkrat to ne gre. Ja, To ni uno orders of magnitude away. ne. Ne, To je pač, tako dvakratnik, trikratnik away, pa že greš. Ja. Si predstavljaš? Še strošek je kaj? Na serverju se procesira. Tako, in se procesiranje. porablja se energija. Proof of work, tako. Ja, proof of work, ja. Ja, mislim, to je simple problem. Mislim, vemo, kaj je solution. Ne? Ja. Da zmanjša Optimizacija stroške, algoritmov. optimizacija. Ampak kaj to tudi vse pomeni za te neke industrije, ki pišejo neke reporte o nečem? Ne vem, Future of Oil ali pa ne vem, To je gone. Currency, ne vem, tralala. Neke reporte pišejo in pa greš na spet, a pa Ja, newspaperi, ne, ki so itak že pod udarom. Ne. ja. Oziroma, newspaperi so current news, ok. Neke reporte, ki so malo tako in the past, ne, ki ti moš iskati, če greš čez ta report, imaš vprašanje, pa rečeš, ta report ima mogoče odgovor na moje vprašanje, dajmo ga prebrati. Z vsa ta sranja je to konc. Ne, stari. Ampak še vedno ta AI ne more sam nekaj generirati. On ima nek korpus informacij, ne. Ja. Se pa te informacije se še vedno morajo ustvarjati. Ne.
Ampak ustvarjati kako? Novinar Ja. gre nekam pa vpraša nekoga. Korpus informacij, časopisi, knjige, podcasti, ne vem, Ja. milijone in stvari. Ampak korpus informacij je še vedno, až human nekako, ne? Ker AI ne bo mogel, mislim, to še ni tukaj, da bo on dejansko ustvaril informacije nove, ki so accurate. Ne? Se pravi, zajemanje data iz fizičnega sveta in ga dati Tako, Tako. Koliko avto smo Primarno. prodali, ne vem, svašta. On nekje to vidi, kaj je napisan, Ja, ampak kdo je pa to napisal? Ne? nekdo da noter. Nekdo da noter. Ne? Ja. Ja, sej mi damo noto Ja. digitalni svet, ja, to imaš prav. Ja. Jaz sem še en trend hotel z vami govoriti, mislim na podlagi AI-ja. Je pred 10 leti sem bral knjigo Kevin Kellyja. A poznate Kevin Kellyja? Ne. On je ustanovitelj Wired magazina, futurist, težki futurist. On je napisal Poznam, ja, zdaj spomnim. On je napisal full znan članek 1000 True Fans, ki ga jaz fulkrat omenjam. a ne, za te Ti ga živiš, stari, ti ga živiš. A imaš že, Klemen, 1000 pravi true fan, fanov, ne, še koliko imaš še, ne? Se pravi, definicija 300. pravega fana je, da ti da vsaj 5 do 10 evrov na mesec, poprečno, s čimerkoli. Če si glasbenik, prije na koncert, ploščo plača, MP3, karkoli. In on ima ta esej o tem, da v bistvu za preživljanje česarkoli, kar ti ustvarjaš, rabiš samo 1000 pravih fanov. Da se ne ukvarjaš toliko z milijoni ljudmi, ki te sam bežno se dotaknejo na internetu. Ti moraš delati na tej globini, namesto na širini. Ne? In če ti dobiš 1000 pravih fanov, kar je čisto možno, ti lahko vsako stvar spremeniš, vsak hobi lahko spremeniš v hobi te lahko preživlja. Ne? In nek tak razmislek, racionalen okoli tega, da ne rabiš toka za delanje česarkoli. No, on je napisal knjigo z naslovom Inevitable, neizogibno. Podnaslov je pa neki 12 tehnoloških forsov, ki bojo spremenili naše življenje. Bla, bla, bla. In on skozi dela te predikcije, futuristne. In eden izmed teh tehnoloških forsov ali pa trendov, ki se mi je full ustal v spominu, je personalizacija. Ne? In on je takrat to opisal in dal je primere Spotify, to je zelo stara knjiga, ne, 10 let. Spotify, algoritmi, tako, tisto, kar je vedel. Ne. Zdaj pa s tem AI-om se mi zdi, da to gre na totalno novo raven. Ne. Se pravi, da boš ti personalizirano knjigo bral zase. Ne. Se pravi, da ne bo Bitcoin Standard knjiga, ki je enaka za vse, ampak za Jašo bo drugače napisana, ker bojo boljši argumenti noter prav za Jašo. Z isto idejo. Ali pa Jaša bo gledal Netflix in on bo videl drugačen konc Game of Thronesa, kot jaz. Zato, ker bo on jokal ob tistem. Ne? Kar se meni zdi že v video svetu, video igric, tako, ja. Je že nek full personalize, kaj ti vidiš, ne? A kako je s tem? Delno. Delno. Ja. Delno. Probava se, dajmo reči. Veliki iger imaš, ki ima različne konce, glede na to, kaj si ti naredil v igrici. Recimo, ne? Ja, ampak ima, ne vem, 3-4 glavne Ja, zgodbe imajo in tudi en 12, izmed. ja. Ja, no, pač Ja, nikoli nikoli. RPG, ne, Ja. se pravi, role-playing games ima tako recimo več. Vsak ima drugačno izkušnjo, no to hočem povedati, če gre čez igrico. Zdaj pa jaz mislim, da bo to en tak trend, nov trend, glasba personalizirana, isti komad, sam remix je zate, na podlagi prejšnjih tvojih, kakšen bit je te bolj všeč, kakšnem moodu si takrat, filmi, vse, kar konzumiraš. se pravi, hrana, vsak bo imel nek svoj bubble, lastni. vsak svoj univerz. Še večji baba, še večji eko. Ja. Ja. Ampak se mi zdi, da z AI-jem je to zdaj možno. Narediti tak svet, ki je tailored za tebe. Zanimivo. Ja, ne vem, če je bolj za tebe, ne? Ti boš to konzumiral. Ne? Zdaj pa, a je to res tailor za tebe in res ne tvoje potrebe, veš? Ne moš vsega prepustiti AI-ju. Mislim, tako bi rekel, zdaj AI, da tracki mi vse in da mi svoje suggestions in moj, veš, live bo boljši. Ne? Nisem tako prepričan, da ta personalization je pa full hud. Ja. Tako, mislim, jaz osebno, kjerkoli personalization, ki sem ga jaz do zdaj videl, ni delo za mene. No? Od Netflix recommendationov do Spotify recommendationov. TikTok.
TikToka ne uporabljam. No, ampak ja, Ampak Vsak ja, ima svoj mogoče feed, ja. TikTok bi TikTok je enega izmed najmočnejših teh mi vzel. algoritmov za personalizacijo. Ja, ja. Kaj jaz mislim tako, ne, ti imaš neke diete na internetu, ne, ki so tako, to za vse nekako valane. In mi, tisti, ki imajo recimo, se malo bolj spustijo v to, a ne, greš na neko mašino, te merijo, krvne preiskave in pol hočeš malo si personalizirati, kva ješ, kako treniraš, kva treniraš, ne. In se mi zdi, da tako z AI-om bo to šlo na nič, kosta, ne, in boš, ali pa šolski sistem. Veš, ti si astro naredil, ki vsak po svojemu ritmu, ali pa kako bi rekel, V svojem tempu. tempu Ja. konzumira učno snov. Kaj pa, če bi imel ti v bistvu čist način razlage drugačen, ne, prilagojen? In se mi zdi, da je tudi ful velik plusov, ne, če glih že Jaša omenil minuse okoli personalizacije, ne, da imaš bable. Ampak tako, se mi zdi, da vse bo bolj zate. a ne. Ampak, ja. Ampak meni se ne zdi to tak game changing. Meni se zdi največji game changing stvar z AI-jem, je, ko bomo imeli, prvo se mora ta vmesnik spremeniti. Ne? Zdaj vse pišemo, je to nek vrste chat AI. Jaz mislim, da naslednji korak je, ko bomo imeli to preko Voice-a, kar je tudi že v veliki meri postaja z vsemi temi asistenti. Potem pa mislim, da rabimo še nek ta AR, Apple mora izdati AR očala in potem imaš v bistvu lahko real time, ti dobivaš neke AI informacije, ki ti pomagajo v real time se za nekaj odločiti. Za mene bo to game changing. Ne? Ti imaš Apple-ova očala, ki so povezana z AI-jem, ti ne vem, nekaj delaš in v real time vprašaš očala, ti kar zrišejo in dobiš nek input, kar lahko narediš. Ne? Kaj jogo recimo delaš, pa ti poprav pol. Ne? Ja, ali pa ne vem, Nek trener. nekaj popravljaš, ne vem, mogoče doktor nekaj operira, že AI tam riše, kje naj zareže, kje imaš boljše možnosti. Ker zamaš lek, ne? Ti imaš neko težavo, moraš vtipkati, ti to spiše, si moraš prebrati, dobiš odgovor. Ne? Če pa ti nekaj delaš, imaš očala, preko voice searcha vprašaš, ti tam na očalih ta AR začne kar risati ali pa razlagati. To se meni zdi, da bo game changing. No? Ja, se strinjam. Vse primerjajo GPS-a ne, v avtu. Vsi so bili tako, smejali so se, ja, pa pol je folk zapelil čez v graben, recimo, ki je poslušal preveč AI-ja, ne, ni bilo sploh ceste tam, GPS, ne. Ampak zdaj je ful dobro to. Se pravi, Google Map, mislim tako, to je amazing. Google Map je tako najbolj useful Google produkt. Ja. Aha, najbolj useful Google produkt. Meni osebno najbolj useful Google produkt. Ne, zelo dobro naredil. Pa ti trafiki, ne. Jaz sem se sam vozil in mi je pokazal, koliko bom zamudil. Ja. Pa dal mi je drugo ruto, kot sem kadarkoli šel. In sem mu zaupal. Sej ne greš, da je ugraben, ti boš še vedno vozil, še vedno voziš, ampak ta asistent aspekt, kot si rekel, pri delu, da ti reče, hej, probi tako. Pa se ti odločiš. Ne? Ja, ker Google Maps je v bistvu neke vrste, ima ta element AI, da v real time, ti si povezan, navigacijo imaš klopljeno, vidi, da je promet, te preusmeri. V bistvu je neka osnovna oblika tega, ki je pa že danes zelo koristna za vse. Ne? Ja, hotel sem povezati, kje smo začeli, ne, z Ameriko. Ne. Ja. Vse te zadeve, ki se mi pogovarjamo, vse je nekako prihaja iz Amerike. Ne. TikTok ne. TikTok ne, ampak ful stvari, ne. Ta AI spet iz Amerike in to. Ne. In kdaj se bo to spremenilo? Ne. Kdaj ne bo več tam jedro teh nekih inovacij, ali pa samo do nas pridejo te inovacije prej, kot ena inovacija iz Uzbekistana, pa sploh ne slišimo. Ne. Tako da to... Jaz imam svoje mnenje okoli tega, kar sem ga že stokrat povedal. Ne. Inovacije pač prosperirajo v svobodnem svetu. To se je do zdaj v zgodovini vedno pokazalo. In mislim, da zaradi tega se je Silicon Valley lahko v Ameriki zgodil in se druge ne bi moglo. Svoboda plus količina kapitala. Ne? Ja. In ko to dvoje združiš, potem... Ja, pa manj, da združiš. Ne? Stanford je bil tam, to sigurno ni na ključja, ne?
da se je Silicon Valley tam zgodil. Ja. Daš na kup ljudi, ki so kreativni, pametni, svobodni in dobiš inovacije. Ja. Zato sem jaz tako ful skeptičen glede Kitajske. Ne. Tudi, ker sem bil tam, nisem tega čutil, zdaj, tukaj bojo oni naredili next, ne vem, karkoli, mi uporabljamo ful. Dobar, TikTok me je presenetila stvar, ne. Ni čisto za odpisati, ne. To sigurno ne, ampak na dolgi rok, na velik primerov, jaz mislim, da Amerika še vedno ima nekako boljše pogoje na tehnologijas aspektu. Ne. Tako, ne. Se veš, ne, Elon Musk, recimo, on je v Ameriki, ni mu všeč tam, gre v Teksas, ok, mi takle podpremo. Kitajska ima tega Jack Maya, a ne kot nekega, dali so ga na pedestal tega kitajskega podjetništva. Nekaj slabo reče, ni ga več. Zgine, ja, malo te bomo kregali. prevzgojili. Tako, da ja. To ne gre, ne, Ja. se mi zdi, no, ne vem. Ja, pa so pa surovine še v igri, ne. Fizičen svet, ne. Ja. Nikel, ne vem, karkoli rabiš ti za baterije in to, ne. Tako da, veš, če ti gledaš svet na tretjine, ne. Amerika ima svojo tretjino pod kontrolo, ne. Južno Ameriko in CTC, ne. Tako dolgo gledaš, sever-zahod, ne. Sever-jug. Sever-jug. Evropa je izgubila primat v Afriki, a ne. Se pravi, nima pod kontrolo svoje tretjine, niti mal. Kitajska ima recimo, da pod kontrolo svojo tretjino, ne. Pa Afriko. Ne. Pa še Afriko. Počasi. In zdaj tukaj se bije, ne, geopolitično, ne, in po teh mineralih pa to še vedno, danes je še vedno to, this is the first order, who has power, ne. Nekdo ima najjači AI, zaenkrat, ne. Ja. Se strinjam. Tako da tukaj izgublja Evropa, Amerika, dosti, ne. Ja. Ej, Glede tega razvoja, ampak meni se vseeno zdi, da se v zadnjih letih vedno več inovacij, pa vedno več teh uspešnih tehnoloških podjetij zaštarta tudi v Evropi. Ne. Tega, naprimer, če gledaš pred 10 leti, je bilo skoraj izključno Amerika, komaj kaj je Evropa. Tako da meni se iz tega vidika vseeno zdi, da se Evropa dobro premika naprej. Ne. Par unikornov je bilo v zadnjih letih. Ja, vedno več jih je, ne, iz Evrope. Ja, sej, moramo tudi mi dati svoj Doprinos, ne. doprinos. Ne. Mogoče za zadnji del sem mislil, kakšne mislite, a ste kaj razmišljali o biznis priložnostih okoli tega trenda AI-ja? Jaz neki sem, a ne, iz svojega vidika, ampak tako, vi ste hoteli nekaj implementirati, ampak tako, če bolj podjetniško pogledamo, a ne, kje mi vidimo, da če smo zdaj recimo leta 94, pa se pogovarjamo o internetu, pa bi takrat lahko razglabljalo o e-commerceu, pa ne vem, čem še, kar je pol prišlo. Kje vi vidite v bistvu, kakšne firme se lahko naredijo na podlagi tega? Ja, firme, ki bojo nek SaaS 2.0, ne, se pravi, razne integracije med različnimi SaaS storitvami. Tudi ta kreativni del, ki smo ga že omenili. Ne vem, mogoče bojo neki novi social networki, ki ti bojo boljš kurirali vsebino. A ne? Ne vem, zaenkrat ne vidim, nisem drugač neki ful o tem razmišljal. Jaz sem bolj se igral s tem, malo sem bolj preizkušal, kje so meje tega, v smislu woke pa teh tematika, ne. Kaj ti on zdaj odgovori, kakšna je njegova filozofija kot sistema, ne. A ima on neko filozofsko razmišljanje ali je nek sistem, ki ima neke omejitve. Ma kar omejitve, ja. Že če ga vprašaš, ne vem, sem ga vprašal, piši mi razliko med
kupci Ferrarijev pa Lamborghinijev. Pa reče, ja, mislim, da človeka ne smeš soditi na podlagi tega, kakšnega avtomobile vozi. Tako. A ne? Pa bo prišel človek v AI in se bo itak umešal, mislim. Ja. Sej, to je zdaj ta verzija 3,5. 3,5 Ja. ali 2,5? Vse 3,5. 3,5 je ta chat GPT, ne? Ja. Preskok je bil narejen zaradi tega, ker so ga trenirali na ljudeh, ker tega prej ni bilo. Human trainer je sem imel. Ja, so ocenjevali njegove odgovore in to je bil. In v bistvu odvisno, kakšno imaš ti grupo ljudi, ki to dela, odvisno, kakšno grupo imaš ljudi, ki to programira, tak bo outcome. Ne? Ja, jaz sem tako hotel, sem malo take bolj stvari in klepa je totalen poden. Mislim, tako ni mi dal. Veš, recimo s človekom imam jaz lahko provokativen pogovor, o provokativnih temah. Tukaj provokativne teme so out of the question. Mi pa mislim, da danes rabimo tudi za mnoge rešitve bojo potrebne provokativne ideje, ki bojo zelo spet postavile neko polarizacijo. In to je pa zdaj odvisno, kako mi to sprogramiramo, pa kaj njemu dovolimo. Tako da ja, sigurno bo z biznis vidika bo spet spremenil res nek ta digitalni aspekt našega življenja. Koliko bo to dobro, pa ne vem. Sej, Cold Fusion je tudi naredil dober na chat GPT temo, dokumentarc. In tam so oni tako nekako pisali, da to je zdaj nek layer one, ki je tako recimo general. Imaš ti nek set in v bistvu bolj je pomembno tehnološko, kakšna je mehanika, kako on to dela. Da je pač cheap enough. Ja. Potem boš imel pa ti layer two, ki bojo pa usmerjene. Se pravi, ti boš to vzel, pa boš rekel, zdaj bomo pa mi tebe trenirali sam na medicini, pa na pravu, pa na, ne vem, dizajnu, pa content creationu. Pa boš imel pa layer 3, ki bo pa en startup, ki bo tako medicina, gastro, veš. Tako, in samo osko področje, Če ga boš ti nekaj vprašal o možganih, on ne bo vedel, ker on se bo osredotočil. Zakaj ne bi bili te sistemi povezani? No, to je verjetno čisto next level. To, kar si ti omenil, to je dejansko že cilj. Tukaj imaš ti model, ki ga plačaš pay per use, pa rečeš lahko, jaz bi ta model še dodatno streniral. Ja. Sam ga moraš ti. Kaj ga moraš pa ti, ja. Ampak še vedno ne, začneš iz nule, Se pravi, ta model as a service bo rado industrine. Ja. To je tukaj, je pa počunitijo, kako češ. Ja. Mislim, sigurno se bo uporabljal v optimizaciji, a veš, kje ti rabiš optimizacijo? Se pravi, da zapolniš letalske lete, recimo, da zapolniš, da čim bolj optimiziraš bukiranje, ko greš na neko turistično destinacijo. Se pravi, ne vem, zdaj le 50,000 ljudi je naenkrat na bookingu in to so toliko kompleksni, veš, pa bom rental avto pol tam, pa pol me bo mogel bus iz Kle pripeljati tja, pa letalo, pa da bo to v pravem času, pa da me bo soba tam čakala. Neka logistika. Tako, ja. In to vse, po moje, AI čist prevzame. In posod, kjer imaš te neke optimizacijske situacije, bojo biznisi prvi, po mojem, nastali. Ker tukaj ker je direkten tako učink, a veš, v kešu. Če mi za 2% izboljšamo bukiranje na bookingu, to verjetno na let pomeni stari par milijard. A se bi dal to, mislim, da se bi dal, ampak a se bo začel to uporabljati za manevriranje z money supplyjem? Verjetno je tudi neka finančna
optimizacija. Aješ, tukaj, kaj je ne. uno, plus minus 25 točk. Ja, ja, Procent ja. bomo malo dvignili, malo ne bomo dvignili. Sigurno, To absolutno. je tako arhaično. Ja, ja, ja. Zdaj, to je to. In ta lag med tem, ko se nekaj zgodi, ko daš ti money supply noter, Ja, pa je nek indikator, aha, zdaj je inflacija, in pa rečeš, aha, zaradi tega money supply je bila inflacija, če bi dal pa 20% manj, pa ne bi bila. To je to, kar hajčen Ja. proces, da ti ne moreš verjeti. Ne? Ja. Tako da tukaj, po mojem, tudi. Sigurno, se cela ekonomija je v bistvu so shared bilance. Nekaj, kar imaš ti v bilanci, moram imeti jaz v bilanci, sam imam jaz mogoče na drugi strani, a veš, in to je nek tak huge, kompleks data set. In zdaj, kako na koncu narediti optimizacijo, bo pa verjetno tak sistem imel prste zraven. Ne? Stiker razmišljal, Luka. Za priložnosti. Biznis, ja. Ja, jaz mislim, da prva stvar bo ta AI support, ker to je tak test, ki je idealen za ta chat AI. Absolutno. Vsaj ta prvi level support, ko so neki bolj, ne vem, komplicirani primeri, lahko potem se to escalate na nekega human agenta, ampak ta first level simple support, to bo sigurno AI, ne. Odgovor dobiš takoj, rešiti neko težavo, potem, če, ne vem, mogoče uporabnik ni dal dovolj informacij, zbere te informacije in ti dobiš potem kot nek human agent že vse zbrano, točno veš, kaj je težava, dosti hitreje rešiš to, ne. In to potem za podjetja pomeni takoj manjši stroški, bolj učinkovit proces, happy uporabniki, tako da to bo sigurno. Potem pa naslednji nivo bo je pa po mojem bolj ti neki specializirani AI, ne, za neka področja, ki jih boš integriral kot nek third party tool in ti bo spet reševal neko težavo, ne vem, boš imel mogoče AI, ki bo ti testiral oglase in bo ti optimiziral, ne vem, neke marketing kanale. Boš imel, ne vem, nek drug SEO AI, ti bo optimiziral SEO tekste, da imaš boljše pozicije, ne, in tako mislim, da bo en kup nekih podjetij, ki bo reševalo neke specifične taske, nastalo. No. V tem vidim jaz na nek kratki, srednji rok največjo priložnost. No. Ja, jaz isto, ne. Jaz sem razmišljal z vidika usability testinga, ne, ko imamo neko firmico, ki pač delamo na pravih uporabnikih teste, da čez 5-10 let, ne, da bi se bil sposoben ta AI uživeti v ciljno skupino. Ne. Pršel Alen, evo ga. Zadnja. Prid Alen, prid Alen. Tamle greš lahko. Ne, tamle Ne, greš lahko zraven. tukaj imaš eno vprašanje za tebe, imamo. Klemen bo postavil, jaz se bom odmaknil. Kratek kabel. Kaj je vprašanje? Ja, to je tvoj kabel. Kratek. Je predajec dal source? Spodaj, pri tvoji nogi je source. A tako izgledajo vedno tvoji zapiski? Daj preber. Interaction, information, computation. History, To je uno tam, a veš. simplicity, intelligence, abundance. Ljubljana. Jaz sumam, da je Jaša AI. Da on sploh ni človek. To je za Glej, vse, a bi to človek napisal? Ne. sploh pa tako narisal. Veš, kaj smo se pogovarjali o AI-ju? Okay. Ja, samo to. Za zadnje vprašanje je bilo priložnosti, poslovne priložnosti za AI-jem v naslednjih letih. Ja, okay, bom pogledal, da vidim, kaj ste vi rekli. Ampak kaj sem razmišljal glih včeraj je to, da dosti teh stvari, ki je trenutno na trgu, se mi zdi, da izhaja, vsi uporabljajo isti source. To ste se pogovarjali o tem? Da pač vsi tepajo isti source, pač computational power, kar pomeni, da nimaš take konkurenčne prednosti. Da dosti nekih zadev, kot so naprimer te profile photos, ne vem, če ste videli, da naložiš 3 slike, pa ti potem da 10 nekih cool, whatever, ne. Da v bistvu bazira čisto na isti tehnologiji, tudi da v bistvu nimaš neke konkurenčne prednosti na dolgi rok, tudi da so taki quick money, vprašanje pa kaj bo na dolgi rok. To. Drugo pa to, kar sem vama napisal v chat včeraj, torej AI plus medical, to se mi zdi ful priložnost, ker če pogledaš, kaj se zgodi, včeraj mislim, da je bila glih. Prejšnji teden je bila novica, da v Sloveniji nima 130-140 tisoč ljudi osebnega zdravnika.
In kaj se zgodi, ko rečeš osebnemu zdravniku, on ti postavi 3, 4, 5 vprašanj, da ugotovi, kaj je s tabo narobe. Oziroma, da postavi diagnozo, kaj je verjetno narobe. Tako. In zdaj dosti ljudi gre tja za pogovor, to je res, ampak pač meni se zdi to ful zanimiva ideja, da bi bil, ne vem, kot displacement tega osebnega zdravnika, ampak Prva, komplement, ali pa prvi nivo, ja. Ja, to se strinjam, da bi v bistvu ti bi se z njim pogovarjal, on bi te spraševal, on bi ti predpisal neke preiskave, če bi bile preiskave mal invazivne ali pa nevarne ali pa drage, bi mogel to potrditi zdravnik, če pa ne bi to pošlo avtomatsko naprej. Pa še boljše, primer, vsak od nas od zavarovalnice dobi še nek taki mini device, ki ti meri neke zadeve. Že lahko doma celo neke zadeve že preveriš, nekaj bolj simple. Ok, to je res, think it well through, ampak pač meni se zdi, da gre definitivno tja. Ker glede na to, koliko je pomanjkanje zdravnikov. Ja, dober point. Ampak to bo full trajalo, da se natrenira, po moje, ta AI. Kaj pa AI? Education? Spremembe? Edino, kar sem razmišljal, je to glede assignmentov, torej, da bo ljudje dejansko uporabljali AI za assignmente, ampak meni se zdi pač enostavno, da bo mogli se prilagoditi učitelji, tako so se mogli prilagoditi Google. Pač to je nova realnost, če bo to ljudje uporabljali v službi, pomeni, da ne smemo se s tem boriti, ampak moramo to sprejeti. Pa se glih pogovarjal sem se 2 tedna nazaj, da že ene firme v Sloveniji uporabljajo ta AI. Torej, ne vem, dobijo reply from a customer, in vržejo ta reply v chat GPT, hey, can you draft me a response? Ker je ful lažje, kot če začenja z ničle, če že imaš nekaj napisano, Ja. Mislim, lahko bi mu dal dataset vse videe od Andreja, pa bi rekel, okay, to je stil razlage, to je način, to je tako, zdaj pa razlož še ene snovi, ki jih on ni na roko pokrival. In pa imaš mogoče virtualnega učitla, ki lahko generira content teleran za tega učenca. In mogoče, ker si rekel, učitelji se morajo prilagoditi, mogoče jih za neke nivoje sploh ne boš rabo več. Boš rabo sam nekega koordinatorja, ki bo v bistvu koordiniral učni proces. Sem vedno razmišljal o tem, jaz bi nekaj dne mogoče neko privatno šolo naredil z drugačnimi predmeti, ker se mi zdi trenutni sistem, da ni cool, ampak to ni prihodnost educationa. Ni v tem takem. Jaz sem ta luxury segment, mislim ta higher. Luxury? Neke drage. Možno, ja. Ker tam tja se gre zaradi relationshipa. Ja, zanimivo. Ja, se smo... To je to, za danes. Evo, 19:00. Top, stari. Všeč mi je bila ta debata. Najboljše zdaj. Ne, si tudi predstavil svoj dober del, tako na hitro in zanimivo. Tako da gremo mi jesti, Jaz sem že čisto lačen. Jaz tudi. Hvala vam. Hvala. Thanks. Ciao. Ciao.